Torej, moje ime je Anton Urbanov in vam bom povedal osnovne materiale, ki se uporabljajo pri tem našem konceptu. Lesov pri tem, da mi želimo uporabljati predvsem drevesne vrste, ki so domače ali pa evropske in pa obdelane z naravnimi materiali. Kadar govorimo o naravni obdelavi materialov, govorimo pretežno o obdelavi z naravnimi olji. Ta les je obdelan z oljno mešanico, ki se imenuje Ekosem olje in je sestavljeno iz domačih vrst olj v določenih razmerih, pri tem, da v ta olja ni dodanih nobenih kemičnih snovi, ki bi pospeševale sušenje, ampak so ta olja popolnoma naravna olja. Imajo sicer to pomanjkljivost, da potrebujejo nekaj več časa, da se posušijo, ampak nimajo kemičnih dodatkov. Drug novejši material, ki se uporablja za namen soliranja, je pa kerok. Kerok je zelo uporaben material za to, ker je v osnovi surovina, iz katere se dela kerok, se pravi nek naraven material, ki se v naravi pojavlja, imenuje se aluminijev hidroksid, sicer je skupaj povezan z nekimi umetnimi lepili, ki so pa sprejemljiva za uporabo v prehrani. Najbolj pomembno je pa to pri keroku, da je vpojnost tekočin 0,02% ali skoraj nič. Za razliko od vseh drugih materialov, kot so granit in podobno, ima kerok to lastnost, da ima minimalno vpojnost tekočin, s tem lahko dosegamo precej visoke sanitarne in higienske standarde in pa ima možnost oblikovanja, termičnega oblikovanja, da dobimo oblike kakršnekoli in pa mehanske obdelave, s pomočjo katerih smo dobili te oblike, ki jih tukaj vidite.